Karitas med nami. Že 30 let. Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro. Dober dan, spremljate dobrodelno oddajo Karitas, dobrodošli. Smo v letu, ko Slovenska Karitas praznuje 35-letnico delovanja in v tej oddaji se radi spomnimo, kaj vse je že zagnala Karitas, komu vse pomagala. Še posebej so pa sodelavci te organizacije ponosni na svoj podmladek, ki s svojimi projekti prispevajo k lepšemu jutri, še bolje k lepšemu danes. Zanimiva pa je tudi njihova pobuda, ki se imenuje Zgodbe oblek. In kakšne so te, bomo vprašali sodelavko Slovenske Karitas Dašo Štalc, ki jo prav toplo pozdravljam v studiu. Dober dan. Daša, obleke pa zgodbe, kako gre to dvoje skupaj? Ja, mi verjamemo pri naših zgodbah oblek, da ima vsako oblačilo svojo zgodbo. Kje je bilo narejeno, od koga je prišlo, kaj pa se je zgodilo z njim, z svojim prvim lastnikom, mogoče z drugim lastnikom. Tako da ime je prišlo potem na vdihu. Pripravljate pa tudi izmenjevalnice oblačil. Kaj več o tem povejte? Ja, tako je, pač mi spodbujamo ljudi, da prinesejo svoje oblačila, ki so mogoče premajhna, prevelika ali pa se jim ne zdijo več tako lepa, ampak jih želijo podariti naprej. In hkrati jih potem tudi spodbudimo, da napišejo zgodbo, mogoče neko dogodivščino, kako so to oblačilo prejeli, kaj so z njo doživeli. In ta zgodba potem lahko navdihne naslednjega uporabnika, tisti, ki pač bo prišel na izmenjevalnico tudi, da se bo mogoče ravno po zgodbi odločil, da bo to oblačilo pač vzel in ga nosil naprej. Torej, ko prinesejo k vam obleke, še en kartonček z enim takim zapisom oziroma mislijo. Tako, ja. In s tem pač želimo zaveščati ljudi, da pač imajo oblačila tudi nek svoj življenjski cikel, in ni potrebno, da se končajo v smeteh, ampak mogoče se končajo v neki drugi roki. Daša, kdo se je pa tega spomnil? Je bil to kakšen vzor že domač, iz tujine morda? Ta projekt so pa zasnovali naši prostovoljci. Želeli smo si bolj ekološki projekt in sta dobila 2 prostovoljca navdih. To je zdaj že, mislim, da že več kot 2 leti nazaj, 3 mogoče. In potem sta sestavila ekipo prostovoljcev. Objavili smo projekt na razpis Erasmus in potem tudi sredstva dobili, tako da smo imeli nek začetek finančni, ki nam je pomagal začeti projekt. In so se začele potem izmenjevalnice, pa tudi šiviljske delavnice. In kolikokrat na leto se pa ta izmenjava zgodi? To je ponavadi 3 do 4 na leto. Zdaj med poletjem imamo pauze, ker so dopusti. Tudi naši prostovoljci si zaslužijo prosti čas. Bomo pa spet začeli oktobra, novembra za prvo izmenjevalnico. Kdo vse pa lahko pride ali pa podari tudi oblačila? Kakšen je ta proces? Kako to vse skupaj poteka? Lahko pride kdorkoli. Sprejemamo oblačila tudi otroška, tudi za starejše. Važno je, da so pač to lepa oblačila, taka kot tudi vi želite prejeti, kar pomeni brez napake, da niso potrebna popravila, brez madeža. Tudi ta oblačila se pregledajo, preden jih damo na izmenjevalnico. Spodbujamo tudi tiste, ki mogoče nimate dovolj oblačil, pa si mogoče želite, pa si ne morete privoščiti, da pač samo pridete na izmenjevalnico in oblačil imamo mi dovolj. A je kakšna omejitev na kos, koliko jih lahko prineseš, koliko odneseš? Niti ne, omejitve nimamo, imamo pa, ko ne rečem, evidenco, vodimo, da približno vemo, koliko kosov oblačil pride in koliko kosov potem odide. Se pravi, tudi če ničesar ne prineseš, lahko odneseš? Tako, ja, lahko. Zato ker večino oblačil, veliko več oblačil pride, kot pa se odnese, ampak je vsako leto vsaka izmenjevalnica boljše obiskana in tudi zdaj je več kot polovico oblačil se že odnese. Pa je to povsem zastonj? Ja, tako. Povsem zastonj. Kje pa vas najdejo? Najdejo pa nas na Poljanski cesti 4, kjer imamo center Young Karitas. In ponavadi ta izmenjevalnica poteka v popoldanskih urah od 3 do 7 zvečer, tako da pač tekom tega časa se lahko pride,
ves čas smo tam z našimi prostovoljci in lahko pač nas pridete pogledati. No, ko bo pa kakšna takšna akcija ponovno, bomo pa tudi še obvestili na Radiu Ognjišče, da se to dogaja, da bodo naši poslušalci vedeli, da obstaja ta možnost. Daša, kakšne prigode se pa kaj zgodijo, ko pride kdo k vam po oblačila? Se vidi, da je vesel, da drugače ne bi dobil določenega kosa, ker pa ga je ravno pri vas, pa si ga lahko privošči? Odzivi so res zelo lepi. Tudi rečejo nam, da pri nas najdejo res lepa, kvalitetna oblačila, ker res ta oblačila res mi zelo podrobno pogledamo, zato ker pač nihče noče dobiti strganega in umazanega oblačila, tako da ta oblačila potem mi recikliramo za šiviljske delavnice, tiste, ki niso primerne za izmenjevalnice, samo lepa oblačila pa damo naprej. Kdo pa vse vas obišče, kdo pride? Tu pa različno, tudi družine pridejo, starejše gospe ali gospodje, potem kakšne najstnice, tako srednje šolke, vse res zelo različne. Se mi zdi, da zdaj te izmenjevalnice, da so zdaj veliko bolj moderne, kot so bile nekaj let nazaj. In če želijo, tisti, ki želijo darovati oblačila, kakšne napotke vse še morajo upoštevati, poleg tega, da je vse zašito in celo, je kakšna posebna obravnava oblačila, preden pride k vam? Dodatna navodila imamo na naši spletni strani od youngcaritas.si. Drugače pa poleg tega, da so čista in oprana, je super, če so tudi zlikana, zato da bomo tudi mi malo manj dela, ker veliko oblačil je potem za zlikati, velikosti in ostalo pa določimo mi, tako da važno je, da so pač čista. Daša, kaj bi rekla ob zaključku, zakaj sodelovati? Mislim, da je naš projekt Zgodbe oblek, da je res nekaj posebnega. Je mogoče malo drugačen kot ostale izmenjevalnice. Boste pa pač tudi, če nas obiščete, ponavadi ljudje rečejo, da se res lahko z nami tudi naklepetajo. Smo pač tudi tam za pogovor, če ga potrebujete. Ali pa pač, ko ne rečem, modne napotke, tudi to damo. Torej je to en tak dogodek v bistvu lahko. Ja, tako je, ja. Druženja in seveda prijeten dogodek. Daša Štalc, najlepša hvala vam za ta prijeten pogovor. Hvala, ker ste bili gostja. Hvala tudi vam. Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet. Za pomoč tokrat prosi 54-letni gospod, ki je prejemnik denarne socialne pomoči, dejaven pa je tudi v prostovoljskih programih Karitas. Nedavno je izgubil svojo mamo, s katero je živel in bil globoko povezan. Ob boleči izgubi se je znašel tudi v hudi finančni stiski, saj stroški pogreba močno presegajo njegove zmožnosti. V imenu Karitas prosimo za vašo solidarnost in pomoč pri kritju stroškov pogreba. Za vsak vaš dar pa kličemo iskren hvala. V tokratni oddaji smo gostili Dašo Štalc, ki je z nami delila zgodbe oblek. Gre pa pravzaprav za projekt Mlade Karitas, ki spodbuja menjavo oblačil. Vsakdo prinese, česar ne želi več nositi in lahko odide z novimi kosi oblačil. Pri tem je pomembno, da so le-ta v dobrem stanju, cela, zlikana in očiščena, kar pa dela izmenjevalnico še prijaznejšo, pa so sporočila, ki jih lastnik določenega kosa oblačila dopiše na kartončke poleg oblačil in vsebujejo zanimive zgodbe, ki so jih doživeli oblečeni v njih. Gre tudi za projekt, ki je torej ekološko usmerjen. Za danes pa, dragi poslušalci, zaključujemo našo današnjo zgodbo, ki sem jo za vas pripravila Maja Morela. In do naslednjič vam kličem vse dobro. Karitas med nami. Že 30 let. Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.